hvala, Desa. Naslednji pa je Primož Suhadolčan, ki se je rodil v Črni na Koroškem. Tisti Črni, ki je po olimpijskih medaljah Tine Maze postala najprej srebrna, nato pa zlata na Koroškem. Vseeno Primož Suhadolčan še ni napisal knjige Smučarka naj bo. Je pa med drugim napisal knjigo Košarkar naj bo, ki je kar 4-krat zapored dobila nagrado Moja najljubša knjiga. Ker se bliža čas kosila, vam raje ne povem naslova knjige, za katero je prejel nagrado Desetnica, saj bi se začeli oglašati želodčki. Tako pa Primož Suhadolčan. Lep pozdrav vsem, no, ker če je že rekla Tina, da se bliža čas kosila, bom prebral eno zgodbo iz zbirke Pozor pravljice, ki je 3-krat dobila nagrado tudi Moja najljubša knjiga. In z velikim veseljem lahko povem, da bodo te pravljice naslednje leto tudi na nekaterih nosilcih zvoka in bodo tako postale tudi zvočne knjige. No, in ker smo rekli, da je čas kosila, bom prebral pravljico z naslovom Ko bom velik, bom krompir. Nekoč je bil en krompir. To ni bil navaden krompir, ta krompir je bil nekaj posebnega. Nekaj posebnega je bil že zato, ker ni bil čisto navaden krompir iz neke pozabljene njive. Rasel in debelil se je v ugledni krompirski družini. Domači so mu ponosno dali ime Mirko prvi krompirko. Še ko je bil majhen kot grahek, je kar naprej spraševal: Očka, kaj bom, ko bom velik? Sin moj, ne skrbi. Čaka te lepa prihodnost, mu je odgovarjal oče. Če boš priden in boš pravilno jedel in pil, boš zagotovo postal velik in debel. Velik in debel, se je začudil sinko. Ja, naša sorta ni bila nikoli drobna in suha. V naši družini smo vsi veliki in debeli. Že več let zapored vedno zmagujemo na tekmovanju najlepših debelih krompirjev. A res? Res je, potrdil oče. Pa to še ni vse. Tvoj starejši brat je tudi svetovni rekorder, ker je uspel pri enem kosilu čisto sam nahraniti kar 7 ljudi. Če je tako, potem pa moram verjetno tudi jaz postati velik in debel, je razmišljal sinko. Pravilno, tako se govori, ga je zadovoljno potrepljal oče. Zdaj pa pojdi in rasti. Mirko krompirko se je odločil, da bo poslušal očetov nasvet. Ves dan je samo jedel, ležal pred televizijo, sedel za računalnikom, spal, jedel, ležal pred televizijo, sedel za računalnikom, spal in potem vse skupaj od začetka. Po 3 mesecih je postal gromozansko velik in zalito okrogel. Očka je bil vesel kot še nikoli. Sin moj, ti si pravi očkov ponos in mamina sreča. Zdaj boš priljubljen in spoštovan. Iz tebe bo res lahko nastalo veliko pomfrija. Pomfrija, se je začudil Mirko krompirko. Očka, ampak jaz ne bi rad postal pomfrij. Sinko, to je že od vekomaj naš poklic in naša služba. Naša družina živi samo zato, da lahko potem postanemo ugledni pomfriji v izbranih restauracijah. To je naše poslanstvo. Če boš pomfrij, te bo imeli vsi radi. Ne pozabi, tudi otroci imajo po celem svetu najraje pomfrij. Očka, ampak jaz res nočem biti pomfrij, je rekel Mirko krompirko. Če bolje pomislim, bi najraje ostal na njivi, mirno ležal v zemlji, proti koncu življenja pa bi se postaral in počasi zgnil. To pa niso besede primerne za mojega sina, se je razjezil oče. Ampak očka, zdaj ka moram prav jaz postati pomfrij. Zato, ker je v naši družini že stoletja tako, je odločno rekel oče. Ko so naši predniki prvič prišli preko velikega morja, so se jim vsi klanjali. Bili smo na kosilih s predsedniki, na malici z doktorji in na večerji z generali. Cel svet nas pozna kot najboljše pomfrije. Tradicija se mora nadaljevati, zato boš tudi ti pomfrij in pika. Zvečer se je sinko pokril zemljo in premišljeval. Zakaj moram vedno narediti tako, kot reče oče? Zakaj je zame najboljše tisto, kar mi izbere mama? Jaz pa si želim nekaj posebnega, nekaj drugačnega. Premišljeval je 3 dni in 3 noči, naslednje jutro pa se je zadovoljno zvalil k očetu ter mu rekel: Očka, prav imaš,
Za nikogar ni dobro, če kar tako zgnijem v črni zemlji. Vsakdo mora v življenju iz sebe poskušati narediti največ, kar se da. Pravilno, sinko. Torej si se le odločil, da boš pomfri, tako kot bomo mi vsi. Ne bom. Boš. Ne bom. Ne bom šel v šolo za pomfrije. Jaz hočem postati nekaj drugega. Ja, kaj boš pa potem? Je vprašal oče. Postal bom tisto, kar si sam želim. Šel bom eno drugo šolo, se pridno učil in postal pire. In to ne navadni pire, ampak diplomirani pire. Šele tako bom res spoštovan. Ja, ta krompir bo še daleč prišel, ker je tako trmast. Kdor je trmast in še hraber po vrhu, tistega spremlja tudi sreča. Za tistega, ki ima srečo, pa tako ali tako pravimo, da ima krompir. Zdaj pa lahko noč, pokri se in vse en mali krompirček na pomoč, zavi se in zaspi. To je ena izmed teh. Zdaj pa koliko imam časa, toliko jih bom pa prebral. Lahko še? Lahko še eno? A če kakšen telefon zvoni? Naj zvoni. Ne zvoni. No, ta zgodba ima pa naslov Brata Štumpf. Nekoč sta bili dve nogavici. To nista bili navadni nogavici, ti nogavici sta bili nekaj posebnega. Ni bilo posebno to, da sta bila nogavici brata. Nekaj posebnega je bilo to, da sta bili nogavici tako rdeče, zeleno, rumeno in zapor še frijolično pisani. V trgovini sta bili videti čudovito, zdaj pa jih nihče več ni maral. Preveč barv imata, zato sploh nista ta prave. Danes takšne nogavice ne pridejo nikamor, so ves čas govorile druge nogavice. Poglejte nas, mi smo ta prave nogavice, vidve pa sta videti kot klovnov šal. Haha, saj ste kot čekasta šala sto jo spet zbadali. Če bo vaju kdo oblekel, bo to res grda šala. Ampak ubogi nogavici nista bili grdi. Samo drugačni sta bili in zato sta ostajali sami v košari. Nihče ni maral in nihče se ni družil z njima. Druge nogavice so šle na sprehod, ali pa so šle v kino, ali pa so šle igrat košarko, ali pa so šle na ples, ali pa so skakljali po preprogi. Te dve nogavici pa nista šli nikamor. Ležali sta v košari in nihče se ni zmenil za njo. Ker niste bili tako lepo fino sivi, prijetno modri ali pa toplo zeleni, so jo začeli klicati Brata Štumpf. Nogavice so jo kar naprej zbadali. Vidite, sploh niste nogavici, vidva sta navadna štumfa. Zjutraj so jo takole pozdravljale. Hej, Brata Štumpf, a danes kam gresta in zakaj ne? Ja, včeraj smo v pralni stroj dali nogavice, vem pa sta prišla samo dva štumfa. Če se ne bosta prebarvala, bosta zavedno ostala na dnu košare. Brata Štumpf sta bila zaradi tega zelo žalostna. Milan Štumpf je cele dneve ležal v kotu košare in je ni rekel ničesar. Od žalosti bi se najraje kar razparal in se uvrgel v koš za smeti. Joži Štumpf pa ni dovolil, da bi se nanj začel nabirati prah ali da bi ga nazadnje celega pogrizli molji. Nekaj bo treba ukreniti, si je rekel in začel lesti proti vrhu košare. Ko se je že splazil preko roba, ga je nenadoma zgrabila roka s 5 prsti. Kaj hoče od mene? Se je spraševal Štumpf, ko ga je roka odnesla v kuhinjo. Tam je začela van tlačiti kupe poslikanih papirjev, na katerih so bile tudi številke. Kakšni papirji so to, se je spraševal Štumpf. Čudil se je, čudil, rekel pa ni ničesar. Naslednji dan se je vse skupaj ponovilo. Roka je van spet tlačila poslikane papirje s številkami. To se je dogajalo vsak dan, vseh 7 dni v tednu. Nedeljo zvečer je bil Joži Štumpf poln. Roka ga je potisnila na dno košare in zaprla vrata omare. Le kaj imam v sebi, se je vprašal Joži. Ja, saj ni bil čisto navaden Štumpf, bil je radovedni Štumpf. Ko je bolje pogledal, je ugotovil, da je tisti poslikan papir s številkami pravzaprav denar. Roka s 5 prsti je van tlačila denar. Koliko denarja, se
se je čudil Joži. Že naslednji trenutek je zakričal: Juhu, pol sem denarja, jipi, zdaj sem najbolj bogat štumf daleč naokrog. Zdaj sem glavni, zdaj sem vesel, zdaj sem srečen, zdaj mi nič več ne manjka. Sredi noči je Joži Štumf pograbil svojega brata in oba sta zlezla iz omare. Usedla sta se na letalo in odletela v južne kraje. Postala sta najbolj bogata štumfa na južnih morjih. Zgodilo pa se je še nekaj posebnega. Prej nihče ni maral bratov Štumf, zdaj pa vsaka nogavica hoče postati njuna ljubica. Vsaka čisto navadna nogavica hoče zdaj postati gospa Štumf. Ja, sreča nikoli ne pride sama. Zdaj pa lahko noč, pa en Štumf na pomoč, pokri se, zavise in zaspi. A bo nekaj? Ne. A še eno? Ja. Ok, eno še. No, sej, vse te zgodbe se začnejo na enak način in se končajo na enak način. In te zgodbe pripoveduje fan z imenom Popek, ki potuje po svetu in otrokom pripoveduje pravljice. In vsak si danes želi slišati kakšne pravljice, ampak pripovedovanje pravljic jaz verjamem in želim si, da jim nikoli ne bi izumrlo. No, eno kratko še. Ta ima pa naslov Kuža zaljubljen kot pes. Nekoč je bil en kuža. To ni bil navaden kuža, ta kuža je bil nekaj posebnega. Ta kuža je bil gospodič pes iz visoke družbe. Kot se zanj spodobi, je nosil lepo kodrasto dlako in zlato ovratnico. Tudi dišal je kot pravi pes iz visoke družbe. Ne boš verjel, še njegove bolhe so bile iz visoke družbe. Ko pa je pričel čas poroke, se kuža ni zaljubil kako plemenito kuškinjo iz visoke družbe. Ni se zaljubil niti v peskinjo iz srednje družbe, pa tudi kakšne psičke iz nizke družbe si ni izbral. Ko je pričel čas poroke, se je kuža zaljubil v žabo. Ne boš verjel, ampak izbranki njegovega srca je bilo ime Žaba, pisala pa se je Krastača. Kaj, v žabo se si zaljubil, se je zgrozila mama. Joj, moj sin se je zaljubil tisto krastačnikovo. A bo moj sinko živel v mlaki, a bo ležal v blatu, nikoli. Oh, kak me bo, očka, reci kaj. Prav imaš, nikogar iz krastačne družine ne bomo sprejeli v našo fino pasiuto, je bil odločen očka pes. Kuža, takoj si poišči nevesto, ki bo vredna tvojega stanu. Sinko je ubogal očetov na svet in se upravil po svetu poiskat novo nevesto. Hodil je en dan in eno noč in jo našel. Tokrat se je zaljubil v kačo. Kačo strupenjačo. Ko je mama izvedela za kačo, je milo jokala, da bo od samega strahu in skrbi njena dlaka postala kmalu čisto siva. Očka pa je kužku še enkrat razložil, da je za starše najhuje, kadar sinko v hišo pripelje kačo. Sinko je mora dati prav in iz poroke spet ni bilo nič. Naslednje jutro se je kuža sinko znova odpravil po nevesto. Hodil je 2 dni in 2 noči in jo končno našel. Bila je najbolj glasna koza daleč naokoli. Kar naprej je meketala in blebetala. Res je bila koza, a kužku se je zdela strašansko lepa. Očka pa spet ni bil zadovoljen. A kozo bi rad priženil družino, sin moj, le kaj te je obsedlo? Mama si od same žalosti začela puliti dlake in gristi kremplje. Kaj pa bodo rekli sosedje, da je mlada nevesta ena čisto navadna koza? Joj, kakšno sramoto nam delaš, ali res ne moreš najti nobene druge? No, ena mi je pa res všeč, je vzdihnil kuža. Kdo pa je to? A je poznam, je vprašala mama. Ja, to je lisica. Lisica, je streslo mamo, Mica, lisica. Ne, to pa ne, nikoli ne bi preživela, da je moj sinko poročen z lisico. Ta te bo še ne obračala, tebi bo ves čas lagala, jaz pa bo morala vse zaklepati pred njo. Ni govora. Sinko je še enkrat ubogal mamo in si odšel poiskat novo nevesto. Tokrat je bil trdno prepričan, da bo našel pravo. Po 7 dneh in 7 nočeh iskanja jo je res našel. Bila je plemenita kužkinja sosednjega dvorišča. Kužkovo srce je kar poskakovalo od silne ljubezni. Odločil se, da se bo poročil prav z njo in z nobeno drugo. Hej, to bo poroka! Peli, lajali in veselili se bodo 1000 dni in 1000 noči. Kuža je zbral svate
in odšli so po nevesto. Zapovedano je bilo, da mora kuža v prvi polni luni izpovedati ljubezen. Zato je sedel pred svojo izvoljenko in rekel: ali bi ti, psička lepotička, pužika, plemenita kužika, postala moja žena? Le zakaj bi to storila? Je vprašala bodoča nevesta. Imela boš topel dom in obilo pasje hrane. Nosil te bom v svojem srcu in nosil te bom na svojih ljubečih tacah. Imela boš vse, kar si želiš. Ti si najlepša, tebe sem izbral. Pa, jaz pa te ne maram, je pihnila kužika. Zakaj pa ne? Zato te nočem, ker že imam izbranca svojega srca. Kdo pa je ta srečnež? Žabon, je odgovorila kužkinja. Okrogli žabon je moj fant. On je pravi zame. Ti, kužek, pa se spelji. Zvij rep med noge in pojdi, kamor hočeš. Kuža zatulil in od žalosti tulil še 1000 noči. In tako je še danes. Kadar je luna polna, vsi kužki tulijo. Kadar je luna prazna, od žalosti cvilijo. Zdaj pa res lahko noč, pa enega kužka na pomoč, pokri se, zavise, nič ne tuli, nič ne cvili in zaspi.